zadnji govorec. Preden začnemo z okroglo mizo, je profesor dr. Robert Repnik, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Preden je dr. Repnik nastopil funkcijo direktorja, je bil aktiven raziskovalec na področju fizike in prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Dr. Repnik, izvolite, beseda je vaša. Lep dan vsem. Vsem tukaj, katerih obraze vidim, in seveda mnogim poslušalcem, ki nas poslušajo na način, da jih seveda ne vidimo, ampak velike številke poslušalcev pokažejo, da za to tematiko obstaja velik interes. Prav na začetku bi se zahvalil za povabilo in pohvalil, da se takšen dogodek sploh organizira, ker o tem se je treba pogovarjati. Nenazadnje je merjenje znanstveno-raziskovalne dejavnosti predmet nenehnih prilagajanj potrebam, spremembam in tako naprej. Tako da me veseli, da se je ta dogodek tudi dogodil in verjamem, da bodo še številni sledili. Zdaj, kot me je že profesor Jasna Mažgon napovedala, ja, sem relativno na začetku opravljanja te funkcije na Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in seveda spomini iz prejšnje službe so zelo sveži in naj mi bo dovoljeno, da bom oboje danes malenkost celo povezal. Namreč vplivajo stvari, kaj se dogaja na agenciji in kaj se dogaja na primer na univerzah, na inštitutih in podobno. Zdaj, zapisal sem si nekaj opornih točk, o katerih bi danes spregovoril. Predvsem torej v luči, kako Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije razmišlja, gleda morda ta trenutek, deloma pa tudi v prihodnosti, na vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Zdaj, veliko besed je bilo danes že spregovorjenih o Dori, pa še bo verjetno v fazi razprave in Doro vsekakor pozdravljam kot eno izmed zanimivih iniciativ na tem področju, ampak verjetno ni prav edina. Zdaj, tudi ARRS je že poleti leta 2019 podpisala deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela Dora. In to pravzaprav predstavlja neko globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela. K temu gibanju seveda pristopajo različni financerji, raziskovalne inštitucije, založniki in naša agencija pravzaprav že kar konkretno sledi nekako tem načelom, ki so zapisani v Dora ali pa mogoče v Leidenskem manifestu. Zdaj, uporaba zgolj kvantitativnih kriterijev v luči tega procesa postopnega odmika od kvantitativnih metod vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela, seveda tam, kjer ocenjujemo to za smiselno, tako pravzaprav neposredno več ne odloča o izbiri raziskovalnih programov in projektov, pa v financiranju infrastrukturnih mehanizmov in ustanoviteljskih obveznosti. Ker skupno predstavlja več kot 3/4 vseh letnih sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost agencije. To pomeni, da so neki določeni napori že v preteklosti bili na agenciji izvedeni v tej smeri. Agencija sicer vrednotenje, ki temelji na sistemu SICRIS, uporablja le še kot vstopne pogoje za sodelovanje na javnih pozivih ali razpisih ter pri razpisih manjše vrednosti, kot na primer kakšni bilateralni projekti, pa tudi o tem kaže morda v prihodnosti razmisliti, če bi se tudi na teh še preostalih področjih nekako opravil premik bolj v smeri kvalitativne presoje, seveda ob pomoči strokovnih teles agencije. Zdaj, kontekst današnje razprave verjetno ne more biti omejen zgolj na Doro, ampak nasploh neko razmišljanje o drugačnih konceptih odgovorne metrike. In tukaj je res potrebno, po mojem, upoštevati nek širši kontekst teh različnih predlogov, sprememb morebitnih ocenjevanja znanosti
ampak v istem stavku bi poudaril tudi posledic, ki so s tem povezane. Namreč te spremembe niso nikoli lahke, zatem so procesi vrednotenja raznih prijav in seveda, tako ko se spreminjajo neki postopki, smo pred izzivi, kako to izpeljati korektno, pošteno in v nekih normalnih časovnih rokih. Tako da bi bilo zanimivo poleg nekako, če tako rečem, podpornikov Dore, slišati tudi kakšne skeptike oziroma kogarkoli, ki bi v nekem konstruktivnem pristopu želel sooblikovati morda predvidene spremembe vrednotenja raziskav. Saj ne nazadnje gre za posvet. Namreč, koliko sem se pozanimal, obstajajo tudi inštitucije, ki želijo, na primer, slediti Leidenskemu manifestu po neki svoji poti, ne ravno po tej, ki jo je začrtala Dora. In zdaj, če se navežem pravzaprav na besede dr. Boha, ravno v duhu te akademske svobode se mi zdi prav, da se razne inštitucije o tem prosto odločajo. Mislim, da je potrebno poudariti, da bi morale inštitucije obdržati neko mero samostojnosti za izvajanje teh politik na način, ki ustreza predvsem torej njihovemu poslanstvu in vrednotam. Zdaj običajno rečemo, pot je cilj, ampak tokrat mislim, da je v središču našega razmišljanja cilj, dočim ko pot, kako se do tega cilja pride, pa naj bo prepuščena avtonomiji inštitucij, ki na to pot vstopajo. Zdaj, po drugi strani pa nekateri očitki na bibliometrične kriterije pravzaprav izhajajo iz ne prav pogostih ali pa zelo v nebo vpijočih zlorab, ter iz predpostavke, da teh kriterijev znanstvena skupnost ne uporablja etično. O tem naj mi bo dovoljeno razmišljati nekoliko širše, ne le zgolj v kontekstu ARRS, zato ker, kot sem uvodoma povedal, stvari so povezane in posledično lahko ocenjevanje znanstveno-raziskovalnega dela kje drugje vpliva tudi na razne postopke in prijave na ARRS. Zato želim o tem razmišljati nekoliko širše. Torej, v nekaterih postopkih, kakor denimo izvolitve v nazive, na univerzah, inštitutih, torej habilitacijska komisija poleg bibliometričnih kriterijev zagotovo upošteva tudi kvaliteto znanstveno-raziskovalnega dela kandidata, tudi kvaliteto. Sicer ne bi potrebovali komisij. Samo sešteti neke točke iz bibliometričnih kazalcev in jih primerjati s kriterije bi znal še kdo drug, zato ne bi potrebovali ekspertov na določenem področju. Kljub vsemu pa je treba izpostaviti dvoje. Zelo pomemben pojem v teh postopkih je zagotavljanje objektivnosti in v primeru kandidiranja za sredstva v podporo raziskavam tudi izvedljivost postopkov evalvacije. Vsi se zavedamo, da obstajajo precejšnje razlike po področjih, koliko tipično raziskovalci predstavljajo svoje rezultate raziskav v kateri vrsti objav. Recimo, koliko je na nekem področju objav v knjigah, koliko v konferenčnih prispevkih ali pa v člankih, torej tu so malo razlike po področjih. Na univerzah denimo so zelo postavljena določena skupna merila, neka minimalna skupna merila, za posamezna habilitacijska področja pa še dodatna specifična. Torej tudi na univerzah vidimo, da je vgrajena določena neka razlika glede na področja. Pri pregledu teh ugotovimo, da so v teh merilih pravzaprav upoštevani ti neki minimalni kriteriji, dočim ko specifike ostajajo, ampak vsaj neka osnovna primerljivost med dvema strokovnjakoma na različnih področjih, ki sta izvoljena v isti naziv, pa verjetno mora biti zagotovljena. Izvedben zalogaj za ARRS pa je že pravzaprav v sedanjem sistemu precejšen, saj so v postopke evalvacije vključeni številni tuji strokovnjaki, od katerih je pričakovano, da v predmetu evalvacije podajo svoje strokovno mnenje v skladu s prakso in standardi področja. In to v nekih razumljivih časovnih rokih. Vsi vemo, ko se prijava odda, da bi si pravzaprav želeli rezultat razpisa čim prej. Ampak upam, da tudi vsi razumejo, da v ozadju potekajo neki postopki, ki ravno zaradi čim bolj neke poštene presoje terjajo svoj potreben čas za to. Ocenjevalci, torej vkolikor ne gre za neke etične zdrse, so v upoštevanju tudi bibliometričnih kazalcev in presoje v smislu kvalitete, po mojem, zelo objektivni. To pa je razvidno iz dvojega, torej prvič iz podaje številčne ocene in pa tudi besedne utemeljitve
oziroma opisa te svoje ocene. Trenutno vidimo številne prednosti pravzaprav evalviranja, denimo projektnih prijav v uporabi bibliometričnih kriterijev, zlasti zaradi kriterija objektivnosti in pa izvedbenih razlogov. Kot že prej poudarjeno, v veliki meri pa upoštevamo že sedaj kvalitativne kriterije. Bibliometrični kriteriji so v okviru javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov uporabljeni pri preverjanju torej vstopnih pogojev, vodij projektov recimo za uvrstitev prijav v evalvacijo, medtem ko sama evalvacija pa sloni na sistemu peer review, ki pomeni kvalitativno presojo znanstvenih dosežkov vodje in članov projektnih skupin, ki jih prijavitelj navede v prijavni vlogi. Več kot bo v sistem evalvacije vključene subjektivnosti, sploh če bo ta glede kriterijev nedorečena, bolj zahtevni, morda sporni, bodo postopki. Trajali bodo dlje, pričakovati je več nezadovoljstva neizbranih raziskovalcev in posledično tudi pritožb, ki jih bomo seveda morali procesirati. Ne trdim, da ni prostora ali volje za izboljšave. To bi želel posebej poudariti. Ravno nasprotno, dobro argumentiranim predlogom je treba vsekakor prisluhniti, vendar naj naslavljajo problematiko celovito, ne le parcialno. In naj upoštevajo tudi realnost izvedbe, upoštevajoč časovne, kadrovske in še kakšne gabarite. Nedomišljena sprememba, ki ne upošteva celovitosti vseh posledic, ki jih povzroči, pa ni nujno sprememba na boljše. Zato še enkrat želim poudariti pomembnost tovrstnih dogodkov in razprav, kakor se odvija danes tukaj, vendar se mora predloge sprememb resnično gledati celovito, jih dobro premisliti, se o njih tudi večkrat pogovarjati in v te razmisleke vključiti tudi izvedbene in druge povezane postopke. Šele dobro premišljeni predlogi obetajo morda določene spremembe, ki bi bile najverjetneje smiselne in tukaj pričakujem tudi določen konsens znanstvene skupnosti. Če bodo to parcialni interesi delu znanstvene skupnosti, verjetno bo proces težji. Zdaj, že prej sem malo omenil specifičnost posameznih področij. Torej, na ARRS-ju že obravnavamo določena vsebinska področja že sedaj ločeno in sicer nekako takole po vedah, naravoslovje in tehnika, družboslovje in humanistika ter medicina in biotehnika. S tem se že sedaj v bistvu zagotavlja določeno razlikovanje in specifičnost pri prijavah projektov na posameznem področju. Razlike so razvidne predvsem pri vstopnih pogojih za vodje projektov na javnih razpisih, ki so glede zahtevanih vrednosti bibliometričnih podatkov različni po vedah in področjih glede na predvsem kvantitativno oceno A1, določeno na podlagi upoštevanega števila točk v sistemu SICRIS za objavljena raziskovalna dela in število citatov. Seveda je vrednotenje raziskovalnega dela potrebno tudi v pogojih prenizkih proračunskih sredstev za financiranje raziskovalne dejavnosti, saj se v financiranje lahko uvrstijo le najvišje ocenjene prijave. Zdaj, nezadostna sredstva kljub ugodnejšemu trendu, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, ne omogočajo financiranja vseh, žal tudi nekaterih dobro ocenjenih projektov. Jaz menim, da financiranje kar avtomatično vseh tudi ne bi bilo dobro, ker določena mera kompetitivnosti izboljšuje tudi kvaliteto znanstveno-raziskovalnega dela. Ampak kljub temu moramo nekako postopoma zagotoviti povišanje javnih sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na tisti pričakovan 1% BDP in treba je pa povedati, da napori na tem področju sedaj intenzivno potekajo in naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki se trudijo za to. Zdaj, glede predlogov o drugačnem ocenjevanju raziskav je po mojem treba na vse skupaj gledati širše. Še enkrat, DORA je zagotovo ena izmed zanimivih iniciativ, morda bi bilo vredno pogledati še kakšno več, zgolj za kakšno primerjavo, da se mogoče naše misli bolj zbistrijo. DORA je bila ustanovljena že pred leti, vemo. Zdi se, da precej ozko v nekem smislu, da se osredotoča na zlorabo bibliometrike. Celo človek dobi vtis, da se DORA kar preveč osredotoča na STEM področja. Dočim, ko na primer Leidenski manifest pa vsebuje enih 10 ali koliko načel, ki zajemajo širši pristop k odgovorni uporabi vseh bibliometričnih podatkov v različnih disciplinah in okoljih.
Zdaj, nekatere institucije, recimo z umetnostnimi, humanističnimi in družboslovnimi strokovnjaki, menijo, da je širša pristojnost Leidenskega manifesta zanje morda celo primernejša. Eno od ključnih načel tega manifesta je to, da mora biti vrednotenje raziskav v skladu s poslanstvom inštitucije. Pa znova smo pri avtonomiji. Univerze se sicer medsebojno primerjajo v okviru uvrščanja na neke zunanje svetovne pravzaprav lestvice in težko si predstavljam zelo subjektivne kriterije, na podlagi katerih bi imela določena razvrstitev neko težo ter potencial za neko rezultiranje v spremembe izboljšave. Mislim, da je nerealno pričakovati, da bi povsem enaki pristopi in politike za ocenjevanje raziskav enakovredno služili vsem inštitucijam. Kakršenkoli bi bil ta mehanizem, mora biti kar se da objektiven. Sicer je bolje opustiti ambicijo po uvrščanju oziroma razvrščanju inštitucij. To bi pa pomenilo, da si ne želimo pogledati v ogledalo ali pa vsaj ne v isto ogledalo kot drugi. Širina tematike se ne nanaša samo na disciplinsko pokritost, ampak tudi na vrste ocenjevalnih dejavnosti. Recimo, univerze se ukvarjajo z bibliometričnim vrednotenjem na različnih ravneh, od univerzitetnih kazalnikov uspešnosti do pedagoških analiz posameznika in tako naprej. Dočinko se pa Dora, vsaj po mojem mnenju, morda manj osredotoča na pravilno uporabo faktorja vpliva za ocenjevanje posameznih znanstvenikov. Morda kaže razmišljati o Leidenskem manifestu tudi na tem področju v luči teh načel, o katerih govori. Zdaj obstajata še torej dva pomembna elementa tega manifesta. Prvi je poziv k prepoznavanju sistemskih učinkov kazalnikov in ocenjevanja. Pri odprtih raziskovalnih politikah je namreč treba biti previden, saj so na primer na eni izmed univerz v Združenem kraljestvu ugotovili, da ima lahko celo predlagana drugačna bibliometrija nenamerno posledico, in sicer osredotočanje na vedno manjšo skupino revij, za katere se zdi, da zvišujejo svoje stroške obdelave člankov v skladu z njihovo bibliometriko. Drugi pa je poziv k rednemu pregledu kazalnikov in njihovemu posodabljanju. Torej, tukaj se izkazuje pravzaprav problematika, da moramo tukaj biti nenehno na preži, kakšni so izzivi, kaj je ta trenutek aktualno, kje so priložnosti za izboljšanje, ne pa da se bi recimo držali nečesa, kar je bilo zapisano pred toliko in toliko leti, brez ambicije posodabljanja glede na trenutne potrebe. Vse seveda v luči zagotavljanja rasti in boljše kvalitete. Zavedati se moramo, da je kakršnokoli že bibliometrično ocenjevanje, da je to nastajajoče in hitro spreminjajoče se področje. In težko nekako bi se sprijaznil, da ostanemo pri nekih stvareh, ki so nekoč zapisane, brez da bi pristajali na pripravljenost za neke smiselne spremembe. Zdaj, tukaj se mi zdi, da je prav, da dopuščamo to avtonomijo odločitev inštitucij, ki se s temi področji ukvarjajo, da se odločajo, ali bodo sledili Dori, ali bodo sledili kaki drugi iniciativi, v kolikšni meri bodo tukaj uporabljeni še vedno bibliometrični kazalniki, ampak prav pa je, da imamo cilj skupen, namreč postopen dvig kvalitete, pa čeprav skozi spremembe ocenjevanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Še enkrat pa bi poudaril, da je tukaj zelo pomembno gledati na celotno problematiko celovito. Namreč prosim, da se vsi zavedamo, da postopki, ki so v ozadju, ki potekajo, tipično torej ocenjevanje raznih prijav, da so to zahtevni postopki, da jih želimo izpeljati kar se da na nek način, da bo znanstvena skupnost zadovoljna z rezultatom teh ocenjevanj. Zdaj, aktualna postaja tudi tematika, kako na mednarodni pa tudi domači ravni, kako bi spremljali učinke raziskovalne dejavnosti, torej učinke. In seveda to se veže na vprašanje vrednotenja uspešnosti raziskovalnega dela ter njegovega prispevka za širši družbeni in gospodarski pomen. Jaz mislim, da je to ena od točk, ki bo zelo vplivala na morebitne spremembe ocenjevanja znanstveno-raziskovalnega dela. Namreč pozorni moramo biti na učinke,
ki jih kakršnakoli raziskava pusti kot neko sled v družbi, v gospodarstvu. Agencija je zato pripravila metodološki okvir za spremljanje rezultatov in učinkov raziskovalnih programov in projektov in bo v prihodnje v sodelovanju s strokovnimi telesi te tudi izpopolnila in na tak način nekako postopoma zagotovila še intenzivnejše spremljanje učinkov znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Ob tem naj omenimo še tudi v mednarodnem prostoru zelo aktualno vprašanje odprtega dostopa in ravnanja s podatki. Ker bomo na agenciji z izvedbenimi načrti sledili sprejetim strateškim dokumentom in zakonodaji tega področja, seveda takoj, ko bodo ti dokumenti potrjeni in na voljo. Za zaključek bi želel zgolj izraziti še enkrat veliko zahvalo, da se je ta dogodek danes organiziral in da je to res posvet in pričakujem nekako tudi kakšno drugačno mnenje, kakšno skepso, pa tudi kakšno pohvalo, pomislek v smeri te oziroma še kakšne druge iniciative. Bi pa za konec zgolj navrgel nekaj vprašanj, ker v znanosti, veste, vsi, je normalno, da odgovor na eno vprašanje porodi vsaj 10 novih vprašanj. In na tak način pravzaprav rastemo. Torej, ali je res potreben popoln odmik od objektivnih bibliometričnih kazalnikov? Bo prehod na morda nedorečene subjektivne kazalnike sploh omogočal v evalvacijskem postopku izbiro najbolj optimalnega raziskovalnega predloga za financiranje v sklopu kompetitivnega razpisa? In takih vprašanj bi lahko podali še več. Naj bodo ta vprašanja tudi kakšna iztočnica ali pa teza za razmišljanje ali danes ali pa tudi v prihodnje. V tem trenutku bi se zahvalil za vašo pozornost in kaj več pa morda še potem, ko bomo se pogovarjali. Hvala lepa.